Thank you very much. Ljudje in ljudi ne poslušate 147. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, Oldmanovi brutalno okoriščani delavci, smo tako kot skoraj vedno Mito Gegić, Servus. Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta, a se veste, zato nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je posvečena filmu, ki letos praznuje 30 let od premiere, to je True Romance, oziroma prava romanca iz leta 1993, oziroma po obodovsko čisto ta prava romanca, a pravi film za vse prave romantike. A ne, Igor? Prava stvar je. Prava stvar, ja. Okay. Se upravičujem, že popravljam v scenariju in za nam se naj bo, da je pravilni slovenski prevod prava stvar. Ja. Če filma v slovenskem prevodu ali drugače še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati, poglejte ga in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, počesite si drede, globoko vdihnite, če me razumete. In gremo, maestro enega od kralja. Skratka, True Romance smo izbrali zato, ker letos praznuje častitljivih 30 let. To smo mi lahko gledali pri 10 letih, jaz mislim, da nisem pri 10 letih tega gledal. Če pa sem hotel gledati, mi pa mogoče kdo ni dovolil gledati. Ja. Ampak... Jaz imam zanimivo zgodbo glede tega. Jaz sem bil 17 takrat, ne? Ja. In sem bil na izmenjavi v ZDA in pač familija, pri kateri sem bil, si sposodijo VHS. VHS. Tega, in da bomo pogledali, ne, in tak začetek, pa mi se ti malo tako awkward, ne, ona scena v kinu z njo in tak, da je to pač malo butasto, ne. Da kar pol ona seks scena zelo awkward za ono familijo, kaj zdaj tu kažejo frocem, pol pa pridemo do scene z Drexlerjem in Samom Jacksonom in so rekli, mogoče pa ta film ni primer. Tako da, mogoče. Ko sem prišel nazaj v Slovenijo, sem hitro si sposodil to na VHS-u in ker me je zanimalo, kam pelje dalje. Zelo verjamem, ja. Skratka, film, ki mogoče ni predvidljiv za Valentinom, ampak je vendarle govori o tem, da moč ljubezni gre čez ves kriminal in policijo tudi. Metkov pa... Tako. Jamesa Gandolfinija. Ja. To pa težko komaj, ampak tudi. Žanr je nekako akcijska srhljivka, tudi malo romantične drame in pa kriminalka seveda, kaj ti opravka imamo z prostitutkami, kokainom, policijo in tako naprej. Igor bo kmalu obnovil zgodbo, tako da boste slišali. Med ustvarjalci seveda režiser je Tony Scott, posnel je ta prvi film Top Gun, ne vem, če se ga kdo še spomni, že dolgo nismo nič govorili o Top Gunu. Beverly Hills Cop 2 je posnel Days of Thunder, The Last Boy Scout, Crimson Tide, Enemy of the State, Man on Fire, Deja Vu, imam še tle in Unstoppable. Scenarij je pa napisal Quentin Tarantino, en dokaj neznan scenarist, ki ga ne bomo nikoli več omenili v tej epizodi. Preden Igorju predam za obnovo zgodbe, poglejmo igralce. Zdaj tukaj ne bom našteval zadnje filme, ker sem zelo prepozno pripravil tale scenarij, ampak tudi zaradi tega, ker ta film resnično poka po šivih od odlične igralske zasedbe. V njej je Christian Slater, kolikor se ga še spomnite. Mr. Robot. Tako, to sta že nedolgo nazaj smo se o tem pogovarjali, tako da se ne bom spuščal tako v to. Skratka, tisti, ki ste gledali Mr. Robota, se ga očitno spomnite. Patricia Arquette, a se kdo spomni pa ti zadnjega? Severance. Točno je v Severance, ja. Pa res, ja. Meni Stigmata, no, veš, te Ja. Dennis Hopper igra fotra od Christiana Slaterja, kar je še kar logično. Notor je Val Kilmer, česar jaz nisem skužil do
zadnjega prizora z njim, ker sem skušal, več čas mi je bil ta glas Elvisa tako znan. Ne, jaz sem pa mogel iti na IMDb nisem ga. Jaz vem, da je bil napisan na začetku že, ampak pol nisem se mal pozabil, pa gledam pol, pa fuck, to je Val Kilmer. Ne, jaz pa prav, kje je Val Kilmer? Zakaj mi prodaš Val Kilmer, če ga nisem videl? Kratka, Val Kilmer, potem je noter Gary Oldman v eni njegovih najboljših življenjskih vlog. In tudi njemu najljubših. Ja. Res? Ja. Jaz mislim, da bi tak mogel odigrati on film o Churchillu. Okay. Skratka, je ga nekega, I guess, mešanca, skratka, ali pa vsaj belca, ki misli, da je temnopol, ki se pretvarja, da je temnopol. Ok, skratka, Gary Oldman zdredi. In steklenim očesom. Tako, in steklenim očesom in divim nasmehom in naglasom, ki je wow. Ki je pač wow. Okay. Wow, ja. Ostanemo pri tem. Na Wikipediji je zelo visoko napisan tudi Brad Pitt, se pravi, kogar zanima mlad Brad Pitt, ki ga zadetka, si ga pogledajte, ampak noter je mogoče 5 minut. Tarantino je rekel, da je to najslabši lik, ki ga je kadarkoli napisal, da nikoli več ni bil tako lazy, da vsak čist lik, ki gre mimo, ima backstory in vse tukaj, pa pač še bil mlad in se mu ni dalo truditi. In da gre zahvala Bradu Pittu, da je iz tega zmaska odlika naredil nekoga, ki si ga gre toliko zapomniti, ki tukaj stopa vseeno. Okay. Ja. To je res. Christopher Walken igra Vincenza Kokotija, zelo zabaven primek. Notor je Samuel Jackson za 3 minute, menda. Če manj, verjetno tudi skoraj ga ne vidiš, niti prav. Parkrat reče motherfucker, da bi streljal. Točno, ja, za 2 minute, notor pa za 3 metke, mislim. Potem omenjamo Bronson. Michael Rapaport je notor, Saul Rubinek. Tudi, ko jih boste vedeli, kdo sta ta dva igralca. James Gandolfini, ki je izjemen, ne vem, kaj ne rečem, ampak res izjemen in vloga, za katero bi moral dobiti kakšno nagrado, pa je seveda ni, ampak tle se vidi že mogoče tudi mal njegovega soprana. Ja. Res, ta njegov divi nasmešek, ki ga ima, ko muči Patricia Arquette, je nekaj, kar ti sledi v nočne more. Ja, malo tako mi je bilo prav pri njemu, pri tej sceni, ne, na koncu, ko mislim, da potovče, ne vem, čem pozabil sem že, ampak en tak hiter šot je na njemu, ki se ful nasmeji, pa tako nekako z očmi gor zavije. Se mi zdi, fuck, vi malo preveč uživate v tem snemanju. Tom Sizemore je tudi detektiv, nekje na koncu proti koncu se pojavi tok, da pride umret, ampak sem koga še pozabil? Bronsona Pinchata si preskočil. Moj Cousin Belki. Cousin Belki, ja. Okay. Pa še v Beverly Hills Copih je bil 2 pa 3. Drugače pa nima neke karijere, ampak Cousin Belki pa kar. To, fucking legend. Ja. Skratka, kup, ko ste videli igralcev res za 4 filme, po mojem mnenju, ampak preden se lotimo samega filma, pa še bo Igor seveda povedal, o čem film gre. Kot naslov pove, gre za romanco. Glavni junak je Clarence, ki ga igra Christian Slater in dela v tej trgovini stripi, kjer je pač nek nedružaben loser in njegov šef mu plača prostitutko za rojstni dan, oziroma on tega ne ve. Gre v kino gledati Sony Chiba filme in ona ga preseneti in preživita noč skupaj in ona se zaljubi vanga, ker je on tak krasen. Mislim, Christian Slater je obvid. Pa stripe ima, fulma stripov. Ja. Just saying. Pač Spider-Man #1. Ja. Na kar se ona odloči, da če sta si všeč, kaj pa če se pač da pove, da ga ima rada, on jo vpraša, če bi se poročila z njim in to je to. Na kar njega začne, tu bi se lahko zgodba čisto srečno končala, ampak njega začne žuliti dejstvo, da je ona bila dekle na poziv, da jo je nek tip tam mučil in zlorabljal in se odloči, da njegova moškost, kot mu tudi Elvis, ki ga videva v ogledalu, ko je sam, pove, da perfektni normal, da pač mora iti onega ubiti in gre in mu obvisli ne rata, ker pač ne. Ampak po naključju potem, ko ga že pretepejo in mu vzamejo osebno oziroma vozniško dovoljenje, uspe
ubiti Drexlerja, torej Garyja Oldmana in njegovega pomočnika. In potem vzame kovček, za katerega misli, da je kovček z Alabaminimi stvarmi, ampak dejansko je kovček poln kokaina, ker smo prej videli, da ga je Drexler ukradel Samu Jacksonu in še enemu tipu, kjer so imeli zanimiv pogovor o lizanju muce. Tako? Ja. No, potem pa pač ona dva ugotovita, da imata kokain in se odločita, da pobegnila, greta še do njegovega očeta, ki ga igra Dennis Hopper, da imajo malo družinsko sceno, potem pa greta ona dva proti Kaliforniji. Pridejo pa mafici za njim, zdaj, ker so pač našli njegovo vozniško dovoljenje, grejo do očeta in po enem genialnem monologu, dialogu med mafijskim tem fikserjem, ki ga igra Christopher Walken in Dennisom Hopperjem. Beg spravi onega, potem pa vseeno ugotovijo, kje je in grejo oni v Kalifornijo. Zdaj pa v Kaliforniji ima pa Clarence Frenda, ki je nek igralec, wannabe, proba biti igralec, in pozna nekega drugega igralca, ki je asistent enega producenta slavnega, in potem bi lahko njemu prodali ta kokain in probajo zrihtati deal, potem vletijo še mafici tja, potem tega asistenta dobi policija s full koke, na kar imamo pač showdown. Zdaj, če boste pogledali prvi trailer, originalni trailer, je to trailer za ta showdown. Cel film preskoči, samo povedi, kdo vse se bo zdaj soočil v zadnjih 10 minutah filma, ker včasih so znali trailerje delati res. No, potem pa pač imaš ta dost tarantinovski konec, ko pride vse na vrhu in bum, in je kri in so metki in je kričanje in potem je srečen konec. In polštri polni peres. Ja, to je. Ja. To perje pada dol. To je Tarantino rekel, da prav točno to je bilo v scenariju in da je on to napisal prednje, je videl prvi John Woo film, ker to je scenarij, pač film je 93. prišel ven. On je imel 87. v grobem scenarij narejen, skupaj z Averyjem. In je rekel, da takrat še ni nobenega John Woo filma in da oboji so pač črpali iz istega zeitgeista, ki je bil, da moraš imeti perje. Zdaj ali v ptičih ali pa brez. Okay. Tako da to je nekak zgodba. Ja. Super, hvala Igor. Ni zakaj. Rad si dojem. Lahko greš, da je pač ne rabate več. Igor, out. Ja, to je to, to je ta film. Jaz sem ga včeraj pogledal, pa moram zdaj priznati, ker sem ga včeraj gledal, da spomnil sem se posameznih nekih mogoče prizorov, ampak priznam, da celega filma niti malo. Vseeno sem to gledal, ko sem bil zelo, zelo mlad. 10. No, mislim, da ga nisem ravno šel pri 10 v kino gledati, ampak po moje sem pozneje to ujel na televiziji. Ampak kako skratka se vam je zdaj film, če sta ga prej pogledala, Igor, zate si mislim, da valjda si ga, ne? Mito zate ne vem, a si ga prej pogledal, pa si ga zdaj, kako je skratka pristal čas, oziroma zobe časa. Zob časa. Ja, en zob. Ja, jaz ga nisem nagrizel takrat, ko je prišel ven in sem ga šele zdaj prvič pogledal. No. Aha, okay. Mislim pa, da zakaj zgleda tako domače ali pa znano, ker je pač Tony Scott in je v bistvu ta njegov avtorski podpis tako močan, on je v bistvu res pustomočen pečat na 90-ih. Nasploh meni, jaz sem imel feeling, kot da gledam nek Guns N' Roses video spot ali pa Meat Loaf video spot, nekaj tasga, no. Seveda pač on ima, smo že našteli njegove filme, je zelo kinetičen, zanimiv, zelo vizualen režiser. Ja, všeč, ne vem, tako mi je malo mixed bag mi je zelo. Ker po eni strani mi je cool, kako je posnet, tudi akcija pa tempo je v bistvu zelo hud, pa liki so recimo kompetentno napisani, pa tu pa tam imaš res neke hude tarantinovske tele monologe, dialoge. Že takoj prva scena se mi zdi, da ja, to je Tarantino scenarij, ki vidiš Christiana Slaterja za šankom razlaga to njegov očitno pick-up line. Ja. O Elvisu, kako bi on rad Elvisa nategnil, ne? In to je njegov pick-up line, kar moram reči, da kar balls move nekaj.
Ampak vse ostalo je pa se mi zdi, da gledaš nekako tako uibermačistično najstniško fantazijo, ne? V bistvu ljubezen na prvi pogled, pa ljubezen nima nobenih problemov, ne gre se sploh o tem dejtu, gre se v bistvu samo o tem, da ona dva sta skupaj in tega več ne problematiziramo, pole pa samo še obada z kovčkom. Prava ljubezen. Ja, se vem. To v resnici tudi tako deluje, sorry. Ja. Ne. Ne, je rekel. Samo malo, niti malo ne problematiziram tega, ne me narobe razumeti. Zdi se mi samo pač, da ker imamo to kot februarski romantični film, se mi zdi zelo zanimiv pik, ker je tako, ja, ljubezen je, ona sta skupaj, the best, ampak pole pa v bistvu več šit, ki se okrog tega dogaja, dosti bolj zanimiv, kot pa njuna najstniška romanca. Tako da ja, ima ups and downs, mislim, da akcija predvsej šepa, meni je v bistvu zadnji ta Mexican standoff, zelo porazen, no? Pa začel sem se tudi spraševati, a zna Tarantino sploh kak drugače film zaključiti, mislim, da ne. Hiter si glede tega. Ja, no mislim, danes sem mogoče si ozavestil tole prvič. Ja, drugače pa ja, mislim, da je sjajna zasedba, celo Brad Pitt me je presenetil, edini čakal, ki mi ga je stisnil film, je bil tale, njegov, ko mu James Gandolfini potrka na vrata in sprašuje, kje sta, kdo sta, ali tako naprej, pa se potem poslovi, pa tale zelo low self-esteem, reefer head, lik od Brad Pitta pribije, kao, no, kaj ti meni govori, jaz bi lahko vbil, kao neki, sam sebi v brk govori potem neki, ne. Tak, lušno. Ok, super. Igor, kako je tep? Meni je krasen, že od, ne vem, koliko sem ga gledal, 5, po mojem 6. Vedno mi je super, čist mislim, ja, te akcijske scene bile boljše, ampak za 90 so zelo izpiljene, pa pač čist v redu skomunicira, kje se kaj dogaja, pa v bistvu na koncu ta shootout, vse je cel point, da je kao, vse pač ni to tako dobro posneto kot pri Tarantinu, ali pa tudi pri teh novih režiserjih, ki delajo te John Wick filme in podobno, ne? Ampak jasna ti je geometrija prostora, jasno ti je odkot. Meni pa ne, se sploh ne strinjam. Ne, mogoče zato, ker sem ga 5-krat videl. Mogoče, ja, točno vem, del sobe je kdo, tako da je. Pa pač tudi čustveno deluje. Ne deluje to, da njemu ni jasno, da se streljajo, ko je v sosednji sobi. Zdaj, glej, streljajo se, ko ven stopi. Ja, samo to še nekako mu dam odpustek, ker je bil v hudem dialogu, ali pogovoru z Elvisom. Ampak ne, drugače pa ful je naspirana štorija, ful te pelja naprej hitro, vedno te uspe presenetiti z tem, kak se razpletejo dogodki. Pol imaš te krasne dialoge, to z Walkenom in Hopperjem, ki sem že prej omenil, o tem izvoru Sicilijancev. To je, sem bral, Tarantino razlagal, da je en tip njemu razložil, ki je bil sosed ali nekaj taja, temna polt in da si on to ful zapomnil in pa tudi researchal in pač je neki na tem in da je čist potem to, ko je spoznal kakega Sicilijanca, kdaj je sprobaval, kak preživiš lahko, če to poveš in ja, se odločil, da je treba to dati v film, ne. Tako da meni ful sede, hkrati pa se ful pozna, ker sem včeraj še malo bolj opazil, pa potem sem tudi ugotovil, da ta film je nekako povezan z Tarantinovim drugim filmom, ki ga ni sam režiral, Rojenim morilcem. Da ima ful podobno zgodbo, samo da ta dva nista psihopata. Ne? Mislim, sta čudaka, ne? Človeka, ki se po one night standu gresta poročiti, kar, mislim, zakaj pa ne, če je prava ljubezen, ampak ne gresta pa pobijati ljudi iz veselja. In v bistvu je bila fora v tem, da je osnovna štorija, ki sta jo Tarantino in Avery naredila, bila za 5-urni film, in je bilo Rojena morilca, pri čemer Mickey in Mallory pobegneta iz zapora in greta loviti scenarista, ki je naredil film o njima, da bi se mu maščevala, ker ima gre ta film na živce in ta film, ki ga potem tudi vidiš znotraj tega, je true romance, basically, ampak malo spremenjen. Aha. Okay. Ja. Dobro. Okay. In potem je ugotovil, da pač 5-urna miniserija ni nekaj z
toliko nasilja ne bo šlo na TV-ju skozi. In se odločil iz tega narediti več filmov. Zdaj pač basically Rojena Morilca je on del zgodbe, pol je ta del sta z Averyjem predelala v True Romance, pa potem še Šunt je full elementov nastalo iz tega. Je pa Tarantino bil full fan Tonija Scotta in mu je ponudil, da lahko izbira ali bo delal Rojena Morilca ali True Romance, pa je pač izbral True Romance in šel spremeniti konc. Ja, jaz tudi moram reči, da mi je bil film zelo simpatičen in všeč, ampak je tako nekako razkosan, bi jaz rekel nasploh. Mislim, da Tarantino Scott, mislim, da ni. Tarantino scenarij bi zahteval mogoče malo drugačen pristop, režiserski, ali kaj jaz vem kaj. Tarantino mislim, da na njegove stvari dosti boljše uspevajo, kot pa to, kar on scenarij napiše, pa pol drugi posnamejo. Tukaj se mi je zdelo tudi, da sicer meni niso bili vsi ti monologi, dialogi toliko blazno všeč. Je pa tako, tudi Tarantina res takoj prepoznaš. Če pustimo ob strani to neko obsedenost z neko temo, ker nekdo ne zna utihniti o neki temi, pač Slater o Elvisu, je takoj bil Sonny Chiba, ker vsi vemo, da je pač Sonny Chiba eden njegovih najljubših režiserjev, ki ga je ful posnemal tudi za Kill Billom, ima ful referenc na njega. In Sonja Chiba. Ja, in Sonja Chiba, ja. In tam res pač takoj skužiš, da to je Tarantino, ja. Pač režiser pa ni toliko sledil njegovemu fetišu na noge, tako da jih je manj mogoče, razen ko Una zabije kaj že ima? Švicarski nož. Corkscrew. Ja, je švicarski nož za temo. Odpirat za vino, mu zabije v nogo, tisti je mislim, da je edino, ko noga res malo stopi v spredje. Drugače pa posamezni izseki oziroma posamezni pač igralske predstave, ker pač res spet ne morem mimo Gary Oldmana, ki mi je bil tako, kaj se dogaja, kdo je kaj je s tem tipom, res, kaj govori, pa kaj dela, pa tip je zmeš, res tako čist nenavaden, karkoli si predstavljate, da Gary Oldman odigra zlobca v tem filmu, si ga ne znate predstavljati, dokler tega ne vidite. In res škoda je, da je tako. Zlobci se malo menjajo, najprej Gary Oldman pa je umre, pol je Christopher Walken, ki je sam za te prizor in nikoli več ne pride nazaj, ker pač Christopher Walken, I guess, ne bo šel mehiškega stand-offa, pač fuck off. In ga pač ni. On sam pogrunta, kam je tip šel, pol pa grejo drugi za njim. Ampak potem ta James Gandolfini in njegov pač res to uživanje v nasilju, kar je tudi mi to menil, ta njegov nasmešek, ki je vedno tako malo sumljiv, tako, fakt ti res uživaš v tem, pa ne bi smel, veš, da ne bi smel. Tako mejno je, zelo mejno. Ja, zelo mejno. To je bila krasna odločitev, ker po prvi varianti bi Sizemore moral tega igrati. In kot se je kasneje izkazalo, Sizemore je užival v pretepanju svojih deklet, Heidi Klum in še enih par drugih. Tako da smo podali vlogo policaja, kar je bilo pametno, ker bi bil film ful bolj disturbing. Mislim, plus Sizemore je posnel enih 5 filmov, kjer je on psihopat. Verjetno res, ja. Še ena stvar, ki me je bolj začudila, je cena kokaina v 90. Moram reči, da se meni zdelo, da je tam ful več kokaina, kot samo za $500 milijona, no? Čeprav $500 milijona leta 93 je zdaj ful več. Jaz mislim, da je to treba upoštevati. Ne, da bi imam izkušnje s tem, ampak sklepam. Skratka, to me je malo, moram priznati, da zelo presenetilo jaz mislim, da ima ta par milijonov tle zdaj, tako pa bosta. Ampak tako, res je tako epizodičen, se za Tarantina je to značilno, da ima tako en zaključen epizode, tudi to z Dennisom Hopperjem in tako. In res je pač žal, vsakeč, ko ubijajo enega od teh igralcev, zdaj pa ga ne bo več, ker bi lahko še se nadaljeval. Tako da to, za druge stvari pa, se mi pa zdi, da to pa je zelo zanimivo opažanje, Tarantino, da ne zna rad zaključiti filma, tako da se vsi pobijajo ali pa da preživi samo enih par. Druga stvar pa je, da pač, ker si prej omenil Šunt, pač ta tudi ljubezen med Slaterjem pa Trišo, pač med njunima likoma, je zelo podobna tej med Butchem in ne vem, kako je oni... Hannibal. Marijan. Hannibal, ja. Marijan. Marijan, ja. Se mi zdi taka zelo podobna, vedno je pri njem ljubezen nekaj ful usodnega. Skratka, onova se srečata
Dobro, srečate se za nalašč, ne, ona pač risuje kokice po njem, kar je res tako najbolj lame način srečanja ever. If it works. Ja, sicer pol če puca kokice z njega, pa tako, pa kar k njemu prisede, pa strašno. Mislim, že tam, ko vidi, kako uživa v filmih Sony Chibe, bi mu moglo zasvetiti, da nekaj ni v redu. Ne, se hecam se, Sony Chiba je super, da ne bo kdo zdaj. Absolutno ženska, ki uživa v Sony Chibu, je treba poročiti drug dan. To se tudi jaz strinjam s tem, ja. Ima pa ta občutek, da je pač ljubezen vedno nekaj hipnega, trenutnega in da je pač vseobsegajoča. Kot je mi to rekel, nikoli več ona dva nič ne preprašujeta. Pač, Slaterjev lik se nikoli ne vpraša, a je njena ljubezen resnična, glede na to, da je... Takrat, ko pride nazaj od Drexlerja, pa ona začne jokati, on ima ljubosumni spad, kaj zdaj zaradi njega jočeš, on ni vreden niti ene tvoje solze in potem ona reče, ne jočem zato, ker je to nekaj najlepšega, kaj je kdo naredil. Nekaj najbolj romantičnega. Ja, romantičnega, ubil človeka, tako da wow, to je kar disturbing sicer, ampak cute. Mogoče na mesto vprašanje, koga bi vidva ubila za vajne drage. Oh, wow. A bi ubila njenega pimpa? Ja se tu preveč zabavam pri tem vprašanju, okay. Se prečujem Tamar in Tini, ampak ja. Kaj sem zdaj odreči? Ne vem, kaj si zdaj. Tudi jaz ne. Ampak, Tarantinovo ljubezen, odnos Tarantina do ljubezni si izpostavljal. Ker se mi zdi, da tudi ni tako pogost. Šundo je v Rojenih morilcih. Tako v Rojenih morilcih, potem pa nekako romantična čustva izginejo. V Once Upon a Time in Hollywood imaš enega od glavnih junakov, ki je ubil svojo ženo, ki je imel full rad, ampak mu je hkrati šla na živce. Tako da to je, ne? Čakaj, v Hateful Eight je osnovna dva brat in sestra. Ja, pardon, pol ne velja. Zdaj dobro, v Kill Billu je spet nekaj podobnega, ne? Tudi njuna ljubezen je tako močna, da dejansko pobijeta ne vem koliko ljudi zaradi spora, ki ga imata una dva med sabo, ne v resnici. Bill in pač Kido. Kido, ja. Beatrix. Tako. Ja. Ampak tam se potem zaključi Kill Bill s tem, da je materinska ljubezen pa več. Ja. No, tukaj ni materinska. Ja, na koncu imata. Otroka imata. Je točno, na koncu mali Elvis. Ja. Ampak to skočimo. No, po prvem, po originalnem scenariju, ti ne veš, kako izgleda. Ja, se pravim, nisem čez ziher, a on je že hodil, ne? Tako da verjetno malo več. Ja. Ene 3? 3 vsaj. No, po Tarantinovem scenariju Clarence ne preživi. In ona gre z Frocom, ona je samohranilka in gangster pol dalje. In tudi so te povezani liki, eden od tipov iz teh Reservoir Dogs omeni, da je neki sodeloval z eno Alabamo, kar je bilo pol mišljeno z njo. Okay. Tarantino vrst. Ja, se tudi imaš, da od tega producenta v Hateful Eight nekdo je prednik njegov, tak ima on zgrajeno. Okay. Naslednja taka zanimiva tema se mi je zdela ta seveda ideja, da kam greš prodati kokain, ne? Hollywood, igralcem. To se mi je zdelo še kar brihtno, še kar genialno. No? Ja. Mislim, manjša verjetnost, da te bojo probali ubiti, ko vidijo, da si loser. Ker če recimo nekako v istem času je prišel ven še en film, kjer ljudje pač nepričakovano preprodajo kokain, heroin, in sicer Trainspotting, kjer pač imajo dost na koncu tisti exchange, je čist stress-free, oni so čist zafrikirani. Kaj bo zdaj, oni gangster, ki pa pride kupiti od njih, pa je tak čist šiliran, vidi, da so oni luzeri in da za njima smisla jih vbiti in da je dosti bolj smiselno jim dati premalo denarja in je to. Ja, meni se je zdelo prav prikupno, da v bistvu Christian Slater pa Patricia sta v bistvu tako zelo preprosta, najstniška na polno. In se mi tudi zdi ta ideja, kam, veš, ta logika sklepanja, da pridemo do Hollywooda, pa da se tam proda, pa da tudi njegov ta dialog z tem producentom, ki ga on sprašuje, kdo si ti sploh ti, kako ti lahko zaupam. Se mi zdi, da tam je res najbolj iskren, kljub temu, da se laže o nekem kolegu, ki je dobil dejansko kokain, ampak tako
Pač nimam pojma, jaz sem pač kar na blef šel. V tem je dosti iskren, se mi zdi, da v bistvu to njegov lik, ali pa vse to njuno romanco, tako zelo dosti bolj povzdigne. Pač mi dva smo, kako že minimum wage lika, na pol tako reče, da pač ne rabimo dosti teh 200 jurjev, ki dobiš ti po discount ceni ta pol milijona kokaina. To znajo dovolj, mi dva hočemo jet setat potem naprej, ali leteti okrog pa to. Do konca življenja zapravljati. Tako kar simple lika, sej je ime Alabama v končni fazi. Ja, pa iz Floride. Ja. To marsikaj pove. Drugače je to tako, spet ena taka, spet tipična seveda Tarantinovska je to, kar si ti že Igor tudi povedal, da so vse te niti nekako pol se vmes vidimo to policijo in potem istočasno pride in policija in mafija in je pač ta showdown. Druga stvar je pa ta lov na nek objekt poželenja, se pravi tukaj je kufer poln kokaina, seveda imamo slavn kufer v šundu. Potem smo videli tudi te, je droge ali denar v Fargu? Denar, ne? Denar. V Fargu je denar, ja. Ja, tudi v No Country for Old Men je denar. Ja. To je taka zelo pogosti scenarističen trik oziroma zgodbeni trik, ki te pač ponavadi pripelje do tega obrata, kakorkoli hočemo temu reči, da pač imaš nek naivne posameznike, ki pridejo do nečesa, do česar ne bi smel, kar je seveda stvar poželenja, ponovadi policije in mafije in ne ve koga in vsi jih lovijo. Čeprav tukaj jaz mislim, da je mogoče malo obrnjeno, ker pač Christian Slater oziroma njegov lik, ne on osebno, se pač izkaže malo za to, kar je tudi, mislim, da mi to že omenil, za tega nekega mačističnega moškega, ki pač, a si ti Igor, ja, ne more pač preživeti tega, da je ona bila pač call girl in da more na vsak način ubiti njenega zvodnika. Da pač ni, njegova moškost tega ne more preživeti, tako da... Plus Elvis mu reče. Dobro, Elvis reče, da greš, tle nimaš izbire v resnici. Ampak zdi se mi, da je tukaj zanimiva mi je ta premisa, po kateri imaš obenem naivneža, hkrati pa nista toliko naivna. Ne nazadnje, če Slater pač ne bi šel unga fentat, pa bi, dobro, vse mogoče bi on jih že verjetno našel, glede na to, da je bil on njena zadnja stranka, verjetno ne bi jo tako težko poglutali, kje je, ampak vseeno je sam dreg novosje gnezdo, za razliko od marsikoga, ki naleti na poln kufer, pa ga pač pograbi, kot bi mogoče marsikdo od nas. Ja. Ne, pa se tudi v bistvu zelo naivno v bistvu sproži ene zadeve zraven tega umora, ki Elvis mu celo reče, torej the killing is hard, getting away is easy. Ja, tako je. Ampak on pusti v rokah tistega pribočnika od Drexla / torej Gary Oldmana svoj vozniški izpit in se oni mafiozi, ti Sicilijanci, potem pred Dennis Hopperju, njegovemu očetu, dejansko smejijo. Mater, to je pa res genij, to je ta malo. Dobesedno je pustil osebni dokument tam, da smo ga lahko našli. In pol njegov fotor je njegov naslov, oziroma naslov njegovega kolega pustil na hladilniku. Na hladilniku, tako da, tukaj se prvo vprašaš, moraš iti skozi vso to nasilje, če samo pogledaš malo okrog po sobi. Potem isto se zgodi, se to je očitno bil nek gimmick tega filma, ki se pol isto zgodi, ko ga delfini pride do Brad Pitta, ki mu pove. Se ne vpraša, zakaj ta tip sprašuje po nekih dveh tipih, ki je sploh ne poznam. Oni so, kaj že on in on vune minuso, pa tam so, nisem bil tam, ampak rekli so, da grejo tja. A bi si malo hengal, pa pogledal, skadiva henga. Tako da, je ena taka zanimiva fora. Igor, ti si še hotel nekaj? Ne, mislim, glede tega zdaj tudi ne. Ampak vsekakor, ker pač delamo to za Valentinov film, zdaj pogled na ljubezen tukaj je zelo simplističen. In mislim, da tudi Tarantino ne zna dejansko nekih čustvenih, medosebno čustvenih likov narediti. Mislim, on zna like, ki imajo čustva v sebi in jih prikažejo narediti, ampak odnosov z drugimi pa ne. Podobno kot pač ne zna zaključiti drugače kot tu. Mogoče romantičnih ima pa pogosto, kar jaz pri Tarantinu zelo cenim, to tovarištvo med dvema moškima, recimo. Samuel Jackson pa Travolta, recimo. Vedno imaš ta občutek, da so to, in mislim, da je tudi vedno
njegovih filmih, pa tudi po njegovih scenarijih, zelo poudarek na tem, kdo bo igral, da je neka kemija, ker se mi zdi, da recimo nekateri ti pari, ki jih imaš noter, res imajo noro kemijo od samega začetka, ne? Da ti takoj pogruntaš, da so to the best friendi ali pa neka sodelavca, ki sta že, ne vem, 5000krat ubila nekoga skupaj in da se pač tukaj neki splete. Ja, to pač so pristopi, ki jih režiserji uberejo, da to dobiš. Ne? Recimo najbolj znano je v Aliens, kjer je prva scena, ko vidimo te marince, ki se tam zbudijo in so vsi delujejo kot totalno uigrana ekipa. To zato, ker so to sceno čist na koncu filma posneli. So oni že ne vem koliko mesecev, zdaj vse ostalo skupaj posneli in potem so to naredili, da res izpadejo kot nekdo, ki se zdaj že več mesecev druži. Ja. Ker se. Ja. Prav se mislim, Tarantino to na ravni pisanja reši. Ne? Je pa tudi res, da jaz imam občutek pri njemu, ne, da on te moške like ali kakorkoli včasih tretira dosti na način, da so to samo neki inštrumenti v neki sestavljanki, ne? Da v bistvu ta banter, ki ga imajo, je nekaj, kar on po mojem v svojem prostem času s svojimi kolegi počne, pa jih samo preseli na pač te like. Je pa res, da pri njemu je mogoče ta globina hitro zmuzne mimo, ne? Tudi pri moških likih se mi zdi. Ne? Pri ženskih pa ne vem, če sploh gre onkraj maščevanja, mislim, da redko gre globje. No? Ja. Mi je pa zanimiv pač ta način, on ima vedno ta, jaz bi tem rekel, gostobeseden način pisanja, skratka, njegovi liki ful govorijo. Ja. To je vedno tako, ampak recimo, če ga primerjamo s filmi enega drugega režiserja in scenarista, ker tudi liki ogromno govorijo, to je seveda Woody Allen, imaš čist kontraučinek, ne? To mi je vedno fascinantno, kako to naredijo. Nekaj pri Woody Allen imaš, vsi njegovi liki so pač neurotični in blebetajo zato, ker pač, ne vem, ne zmorejo tišine, nerodno jim je v vseh situacijah in pač skušajo rešiti to z govorom. Tarantino je bolj kot neki esejisti, blogerji, ki v bistvu si imajo ful zapovedati, ne, veš, o nekem ful zanimivem twistu na film ali pa nekim. Ja. No, sej, je pa tudi en kup teh 90s elementov, ki na to vpliva. Ne? On dela v trgovini s stripi, kar je ful podobno kot Smithovi clerks, ki delajo v trgovini, tele pač bullshit jobs, ki so bile takrat takšne. In potem je poglobljen v to, kar dela, se on razloži, da hodi tja hengat in razlagati ljudem, kako cool so stripi. In mislim, da je to en tak proto-nerd, ki danes je to čislan član družbe, ki je takrat bil pač čisti outcast, ki mu mora šef plačati prostitutko, da sploh uspe spoznati kako žensko. Mislim, da mu tudi ono reče na neki točki, da je nerd ali nekaj takega. Ne? Ampak točno to. Ampak to je točno kvalifikacija za geeka, ki je meni ta obsedenost z nečim. Ne? On je pač z Elvisom totalno obseden. On kar enega tipa tam napade. Ja, ki čaka na burger. Ki čaka na burger, zato ker ima revijo, kjer je not en super članek o Elvisu in on mora vse razložiti. On mu kar vzame revijo z roke in mu pokaže, kaj je. Še ne to, celo dobi namig, ko ga on govori, bereš najboljšo izdajo do zdaj, ne, tega nekaj People's Magazine ali kaj že bereš. Newsweek. Ja, Newsweek, no, skratka, on se obrne stran, veš, jasno vredo. Ne, on pa ne, stopi, vzame v cajtnik, pa še mu začne brati, lej, tukaj imajo tale angle na to zadevo, ali kaj nekaj, ne vem. Ampak se prej, a veš, ta obsesija, tako, ampak ful dobro funkcionira v vlogi, ki jo ima Christian Slater, ki je res ta obsesivn nek tip, ki ima svoje plešnice gor in pač on gre in melje, ne, pač on, ko se on odloči, da bo on ga fento, on pač gre isti trenutek, ne, nič ne tuhta, nič ga ne, on res sam gre in je pač ta neka res, nek egoizem in neka zaprtost v nek lastni svet, ker ona dva res delujeta, to, kar smo večkrat omenili, kot da pač ta tudi ne samo ljubezen, ampak tudi kot da sta te vrste človeka, da ima pač odpišeta vse. Pač, zdaj imate kokain, greste ga prodati v Hollywood, kaj pa druga, zato ker ima on kolega, ki je igralec in on bo že našel, pa ima on dober pove. Jaz ne poznam nobenega takega, ki bi lahko kupil za $500,000 kokaina. Res se v bistvu izpade, kot da sta res precej egoistična, pa samo vase zagledana, z drugega še predvsem, zato ker bolj ali manj vsi, s kateri so v stiku z njima, nastradajo. Foter, ki ga pozor ne vidi 3 leta, to že dovolj pove o Christian Slaterovem liku, dovolj, ne? Ampak noben ne pomisli, kaj bo se s Foterom zgodilo in zgodi se seveda to, kar se v Tarantinovih filmih zgodi, pač imaš zelo hud dialog in pol čao, imaš par metkov v glav. In
gre to naprej, sploh se več ne sprašujemo o tem, kaj je njemu bad, a veš, mogoče bi lahko, Tarantino ni takšen tip pisatla, ki bi, ne vem, Christiana Slater mafiozo dobil, pa rekel, fotra smo te fentra, ti to kaj pomeni mogoče, ali kaj ta zgove, ne, nimamo mi cajta sploh za to, ne. Ja, nikoli se ne vpraša, zato se ne vpraša. To je Dick Ritchie, gre bek, pa ona dva gre to pač proč, okej, grejo. Ja, ker ko ga delfini ujame Arketovo, pač nihče ne vpraša, kako je prišel do njo, a je s fotrom vse okej? Ja. Ker tako bom rekel, da v bistvu glede na to, da je to Tony Scott delal, ne? Ker Tarantino vseeno v kontrastu s Tarantino pa njegovimi scenariji / realizacijami, ne? Se mi zdi, da vseeno njegovi liki boljše izpadejo na platnu, ker imaš mogoče malo več občutka za njih, ne? Ampak to govorim za vse, tudi za one manjše like. Medtem ko tukaj imam pa feeling, da v bistvu Tony Scott malo narodno operira, vsaj za enimi od njimi. Ne? Naprimer, ta zadnja scena mi je ful ven štrlela v tem smislu, da je pač po uporabi zame zlomljene geometrije oziroma geografije akcije, imaš potem še na koncu ta nek 2-3 policijske like, en umre, ker dobi čisto na koncu en strel v trebuh in ima ful nek prominenten šot, kako se sede na tisto pernjato sedežno, in kamera kar vztraja na njemu, pa se vidiš, pa zakaj se to gledam? Kdo on sploh je? Mislim, njega prvič vidiš takrat. Zakaj si on zasluži ta nek šot? Medtem ko Sizemore pa kar tako odleti. Samo, glej, čist možno je, da je Sizemore bil nažgan, pa ni prišel na snemanje tisti dan, ne? Glede na to, kaj danes vemo o Sizemoreu. Plus druga stvar je, kar je pa mogoče malo rasistično, on temno polti ful bolj sred tistega belega perja izstopa, ne? Okay, to je res, Kot slika dela boljša, ampak to je pač problem Tony Scotta, no? Absolutno. To ni in mogoče to masizmo. Ja, jaz mislim, da je mogoče preveč likov za Tonya Scotta, ne? Da mogoče, če bi bilo malo manj likov, ne bi bilo bolj, ker recimo The Last Boy Scout, ki je zelo podoben, ker imaš ti Bruce Willisa pa njegovo hči, ki sta oba lapava v Božjo mater in imata pač kup teh nekih viticizmov in to deluje meni veliko bolj kot tole. Torej Top Gun, kjer pa imaš večinoma moške, ki igrajo odbojko zbore brez, je pa tudi nima problemov. Zanimiv eksperiment mi je, da v bistvu se ravno njemu se je dalo ta scenarij, da ga realizira. V bistvu je Tarantino bil fan zaradi Revenge filma, ki je predtem ga posnel. A veš, mene bi zanimalo, kako bi to v McTiernanovih rokah izpadlo. Ne? On je bil takrat precej aktiven, pa se mi zdi, da v bistvu v smislu akcije pa pogleda na ameriško nasilje ali pa na blockbusterski akcijski film bi on bil čist kompetenten, da to izpelje. Pa tu pa ne vem, tu pa mi malo zmanjka. No, mislim, če zdaj postaviš torej McTiernan, Scott, pa Tarantino, pa Michael Bay še v mix noter vržeš, ne, se mi zdi, da v bistvu ni še delo, ne, se vem, ampak tako se mi zdi, da vse je kompetentno narejeno, ampak po drugi strani pa mu ful zmanjka, glih na enih takih bolj ključnih točkah. No. Potem je pač Oliver Stone prevzel, kar je zelo zabavno, zato ker gledajo tisto body bag tam not, ko se projicira, kao iz novega filma, je dejansko so posnetki iz Platuna, ki ga je posnel Stone, ki je potem posnel Rojena morilca, ki jih je Tarantino sovražil, ker je pač šel spremeniti stvari, pa mu to ni bilo všeč. Ampak, drugače Tony Scott je še spremenil to, da je linearen film naredil. Najprej je bil Tarantinovsko, seveda časovno malo skakalo, te na vides nepovezane zgodbe so bile še bolj nepovezane, ampak Tony Scott tega ne bi znal narediti najbrž. Mislim, da ne. No. Pa spremenil je konc in je Tarantino ful se bunil najprej, ko bi Clarence pač moral umreti, on pa je rekel, da ne dela tega zaradi pritiska studija ali kaj takega, ampak zato, ker sta mu lika postala preveč cool in jima privošči happy end. Ja, sure, jaz ima tudi. Ja, in bolj je Tarantino, ko je videl film, je rekel, v tvojem filmu to boljš dela, če bi jaz posnel, bi on umrl. Drugače pa glede castinga je ena ful hecna štorija in sicer eden od producentov filma je bil Weinstein, ki je rekel, da je Slater preveč lep za to vlogo, da bi ta film moral imeti enega bolj zajemanega tipa. In je šel do studija Warner in rekel, da naj odpustijo Slaterja in vzamejo Buscemija. In Warneru so rekli, ok, mi bomo tebe odpustili, adijo.
In potem on ni več sodeloval z Warnerjem, tako da Warner si po tistem seks škandalu, tako je res Harvey Weinstein. Okay. Dodge the bullet there. Jaz sem samo hotel reči, da tudi se vidi, da to je zdaj 30 let star film, ampak tako hollywoodski producenti so še vedno karisti, ne, tle notor je. Tako, kot smo zdaj izvedeli ta teden, da bo naslov nadaljevanja Batmana bo The Batman 2, tako je imel on tu Body Bag 2. Body Bags 2. Tako, Body Bag, tako 2, ja. Kar, vidimo, da se v Hollywoodu ni kaj dosti spremenilo v zadnjih 30 letih. Če ne pridejo do svojega kokaina, pa zmanjka lepor. Mogoče ravno zato, ker se kokain podražal. Ja. A pa še ena lušna referenca je tam, ko tale Body Bag omenja, ne, reče, da je to najboljši film v Vietnamu poleg Apokalipse pa Lovca. Ne, in imaš Walken in Hopper iz Apokalipse in Lovca, imate showdown. Ja, ok. Ja. Okay. Ja, tam se kar strinjam, da ko Slater omenja Oskarje, kakšnim filmom daje Oskarje. Čeprav takrat so res dali. Ja. Ne moreš verjeti, kakšnim filmom so včasih dali Oskarje, zdaj pa ni šanse, da bi kakšen tak film še dobil Oskarja. O čemer bomo govorili čez 2 epizode, ko govorimo o Oskarjih. Tako da se že kar pripravite. Začnite gledati vse te Klinčeve filme, ker jih je ogromno jih je nominiranih in pejte v kino, če še niste šli gledati. Smo še hoteli kaj povedati o tem filmu, o pravi stvari. Kaj sploh je ta prava stvar? Ljubezen? Ljubezen, ja. Ja, v angleščini True Romance deluje. Ne? Kaj je prava stvar, slovenščina je malo bolj abstraktno. No? Čeprav seveda tudi oni najbrž mislijo, da je med njima prava stvar. Da je prava, to je prava stvar. To je to. That's it, ja. Okay. Koliko tak znotraj Tarantino vrsta oziroma Tarantinovih filmov, koliko vam je tale cool ali ne, vam je boljši, slabši od ostalih? Meni je čisto na dnu, sorry. Jaz tudi ne vem, zdaj tuhtam moram malo o Tarantinovih filmih, ampak so vsi kar hudi, ja. Death Proof. 100-krat boljši. Rojena morilca. Ja, boljši. Ne, meni je Rojena morilca tudi meni ta film, ampak to je pač, ne vem, moj... Dusk Till Dawn je slabši. Jackie Brown je boring. Agree to disagree. Ja, Jackie Brown je boring. Meni je Jackie Brown zakon. Igor. Res? Igor. Jackie Brown je super. Ja, meni tudi. Skratka, meni ta film ful zmaga na vizualni ravni, ker je res ta 90s look. Zadnjič, ko smo snemali za film Flow Dogmo, ne? Je parkrat padla neka fora, da pač ima quintessential 90s look, pa se mi zdi, ne. Meni quintessential 90s look je točno to. Last Boy Scout, Tony Scott look, tale Guns N' Roses video spot, to mi je meni čisto. Ko vidim Los Angeles skyline, oranžno, moder look, pol pa še tale sepia filter preliv, ne, dol, z dolgo lečo, anamorfen look, to je meni čisti 90s, totalno 90s. Pa moram reči, da po dolgem času veš, ko toliko filmov že pogledaš, pa si zdaj pride ta shot, pa čist boring, pa ta shot. Točno že lahko malo predvidiš, kako bo nekdo nekaj posnel, ne? Zato mi je mogoče tale scena z Sicilijancem pa fotrom malo konvencionalna, ne? Zato ker je res samo na easy posneta, no? Mislim, 2 kamerci, čau. Ampak rollercoaster scena, ko oni grejo s tem kolegom od producenta, ne, za Balkijom, no, na rollercoaster, da se pomenijo pri primopredaji robe, ne, se mi zdi genialne, zato ker že dolgo nisem videl nekaj tako dobro kulskega posneta. Ker so res popali kamero gor na rollercoaster, pa ajde Balki 5 in pol imaš neki stranski shot, ki je tako wow. Tega pa še nisem videl in mi je zakon. Res je zakon. Ne, pa tudi tak z nekega stališča, da boš imel pogovor o drag dealu, kjer te ne bojo snemali. Vse to je zelo... Tak, fresh. Moram reči, da je zelo fresh. No. Tako da za pogledati je bajen. Tukaj res. Kljub temu, da se mi zdi, da včasih bi lahko si prvoščil kakšno široko lečo, ampak Tony Scott, don't do that. Drage so široko. Ja, drugače najbolj genialna stvar, ki je Tony Scott naredil na Top Gun, so en kader snema, ne, in se oni vozijo s tisto vojaškim rušilcem, ne, in oni reče, da je še enkrat, ne, pa reče oni, ali celo letalno nosilko, pa oni pač,
kapitan, te ste nori. 15,000 $, stane, da obrnemo. Ne? Ni problema, mu napiši ček za 15,000 $, oni obrnejo. Ne? Check never cleared. Okay. Tako da, ja, mislim, že z tega gledišča se mi zdi, da je zelo pomemben v smislu, ker tudi drugim režiserom se po mojem pozna, da so gledali Tony Scotta, mogoče prav tega dotični izdelek, ker dosti Zack Snydera tle vidim, predvsem ta slow motion akcijada, kljub temu, da Zack Snyder se meni zdi bolj jasen v smislu akcije kot pa tle. Tako da mislim, da se dosti folka tle učilo pri Tony Scottu. Se škoda, da je tip samomor naredil, vem, da je imel neke zdravstvene probleme, pa mislim, da je bil to njegov povod za skok z mosta, ampak glede na njegovo filmografijo ima pa lepo zapuščino. No. Plus ogromno glasov, ki so prodali ful stvari ljudem, ki jih niso rabili. Tudi oglasi znajo biti umetnost, ne vse zna biti. Ja. Čeprav mene še vedno matra, kaj je bil tista znamka tujega piva, ki je ona kupila pol za fotora. Ja, Blue Peps, ta veš. Prav, ki je prav naroči, tako naj bo imported. Da ne sme biti American. Ja, Laško je bil zihar. Najbrž je bil Heineken. Ja, pa še ena stvar moram reči, da Hopper se nam lahko smili, ampak meni se tudi Christopher Walken oziroma njegov lik, zato ker je mogel ubiti nekoga po 4 letih pauze. Po 4 letih 4 leta je bilo? Reči 4 leta. A ja, se ne dogaja 93. Ne, film, mislim, glede na to, da omenjajo TJ Hookerja, bi se film moral dogajati v 80-ih, ko je bila serija, ampak potem vmes na TV-ju je ali kot nek continuity, ali kot nek joke, se vidi pa Free Jack, ki je iz 92. Ja, točno, Free Jack je bil tam STS, ga pokaže. Jaz sem pa več čas tukaj, kaj je že naslov tega filma. Walken je čekal, da nisem nobenega bil od leta 84. Ne, že 4 leta reče. Ne, leta 84. Reče od leta 84. Ja, zato sem bil... Okay. No, naj bi se dogajalo v 86. glede na TJ Hookerja. Okay. Drugače bi pa kao lahko bilo mišljeno, da je 93. pa da probajo delati revival TJ Hookerja, ampak v bistvu glede na imena likov in sceno bi moralo biti to, mislim, 86 ali nekaj taja. Okay. Kaj pa Hans Zimmer, to je tudi eno ime, ki je bilo v napisih, samo je tako full, ni in your face nikak. V bistvu, fora je v tem, da tu, isto kot pri Rojenih morilcih, je full elementov sposojenih od Malikovega najbolj znanega filma, ki ni Thin Red Line, ampak on je to dober. Že poprisi všeč. Z Denilom, ali kaj? Ne, Sissy Spacek, pa Badlands. Okay. Badlands je film o dveh, ki se zaljubita kar tak in greta pobijati ljudi. In je tudi tam ona njuna ljubezen, tak se zgodi in to je to in oba sta prepričana. Skratka, tudi tisti film se začne enako z monologom ženske, ki razlaga o tem, kaj se je zgodilo post, isto kot tukaj. In ima glasbo, ki je umirjena na ksilofon narejena in basically je Zimmer ugotovil, da hoče Scott kopirati Malika, oziroma da je Tarantino že to naredil. In je dal musko tudi podobno. Ja, tako zelo sem bil presenečen nad imenom, sem mislil, to bo nekaj hudega. Kje si, stari, kje si? Zelo lahkotno, muska, zelo na easy. Prvi na trenutke zelo annoying. Meni je bil tak ksilofon včasih too much. No, v teh ljubezenskih prizorih pa tako ni mi šel. Tudi ni najbolj subtilna, jaz se sploh ne spomnim z enobene melodije, ampak imam samo track, pa ga redno poslušam. Good for you. Naprimer scena med Hopperjem pa Walkenom, ko se začne muska, zaštekaš, umrl bo. Še preden v bistvu dialog pride do unga mesta, kjer veš, konc. Mislim, že ko se tam pojavijo ti je jasno, ne, se vem, to je žanrsko pravilo, I get it, ampak tako lahko bi bil malo bolj skrivnosten, recimo, veš, malo bolj subtilen v tem smislu, ampak dobro, Tony Scott, not that guy. Pa tudi to je ena Tarantinova pečat, vsa ta N-word rasizem je kar močno prisoten tle, predvsem v tem dialogu, ne bom za te besede ponavljal, niti privat, niti tle, ampak moram reči, da kar huda zgodba, da če češ koga razkoriti, I guess that's the way to do it. Ja. No, to je taka pač tipično zato, ker
tudi mafije, temnopolta in italijanska mafija se kao najbolj sovražita, pa oni italijani so tudi znani potem, vsaj ameriški italijani so ful znani potem, to v Sopranovih je to 100-krat pokazano, kako so rasisti do vseh drugih, ne posebej pa do temnopoltih, tako da mislim, da je to neka poanta. Na to pa, da mogoče kulturno danes tega več ne štekamo. Meni je bilo tudi tako mal kremš vse skupaj, že na tej ravni. Ja, to mi je bil en kremš, pa vedno teže prenašam, samo takrat je bilo še to dosti bolj popularno, kao rape jokes. Na prison rape jokes. To mi sploh več ne gre skozi. Ne, samo to pa je nekaj, kar bojo policaji rekli, po mojem, še danes. Ja, vem, in še danes mi ne gre skozi. Samo tu pač pokažeš, koliko so policaji, ne, da si ti. Ne? Ja. Mislim, policaji niso liki tukaj, s katerimi bi se identificiral. Se lahko identificiramo zgolj za Elvis Loverjem in je to. In na Alabama. Ja, na Alabama, Jaz bi se z Elvisom. Ja, pa, a ni zanimiv, mislim, jaz glede na to, da sem se sprašal, where the fuck je Val Kilmer, v bistvu zanimiv pristop ali koncept, da ga sploh ne izostrijo, ne, da je v 2-3 scenah, če se namotim, non-stop zabluran, glas ima tudi kar ok odzad. Razumem pa, da je on baje za vsak shot, oziroma vsak dan, ko je prišel na snemanje, mogel 8 ur sedeti v maski, zato da je bil potem čist zabluran. No. Veš, tako, okej. Se koliko sem prebral na IMDb, je to nek trivia, da je v bistvu 2 snemalne dneva imel, ampak on je sta frenda, moj prišel to. Ja, mislim, pa tako zanimivo. Mislim, da je on tretje ime v špici, pa where the fuck je Val Kilmer. No, to je. Ne, najprej sta ona dva posebej, pol pa so ostali, ko se začnejo, pa je Kilmer tretji. Aha. Mislim, za, ne vem, Hopper je Malcolm. Je bil je ime, kaj ne rečem. Bil je Batman takrat. Prav, zdaj, če pomislim, on je Val Kilmera videl, oziroma Elvisa je videl vse posod kopalnice, slišal njegov glas, ampak izostri se mu pa še le komu uč vzamejo. Ima otrok Elvis. Deep. Ampak mislim pa, da je to dobro vprašanje, če kdaj delate kakšen pub quiz, kdo se je igral Elvisa? Naštejte, ne vem, to dajte igralcu, da bo ful težko. Se bo kdo spomnil Val Kilmer in bo to tako. S tem, da ni naveden kot Elvis, ampak mentor. Ker bi v bistvu morali plačati. Ne, odobriti bi morali, dovoljenja bi morali dati Lisa Marie. No, mogoče pa zaradi tega so mogli zablurati obraz, ker ti je jasno, da je Elvis, pa hkrati ti še vedno lahko rečeš, zakaj? To je mentor. Tako na revije. Ja, to pa je gotovo njihov prvi argument. Ja, tako oni učijo mlade, na VC-u razlagajo, v bistvu, da je najlažje ubiti nekoga, kao spizditi. Okay. To je tudi moj reden nasvet. Super. Zdaj, ker smo tole tako tesnotali scenarij napisali, Mito, si ti kaj razmislil o Star Treku tičku? Zdaj v Star Treku tičku nimam neke akcijske romance, imam pa ime Jeffrey L. Kimball, ki je režiser fotografije pri tem filmu in je posnel tudi Stigmato, še Top Gun, Beverly Hills Cop 2, pa še ene par naslovčkoma. Skratka, en izmed teh naslovov je pa tudi Star Trek Nemesis. Not the best one, ampak ajde, to je moj link do tega filma. Super. In smo v rubriki potem, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Igor, a si ti kaj gledal slučajno zadnje dni? Ja, nemogoče. Pogledal sem film Zločinka Emily oziroma Emily the Criminal. Ful priporočam. Zabavna socialna drama, ki se pretvarja, da je kriminalka. Ta Aubrey Plaza igra naslovno Emily, ki ima neko šiti službo in student loan in pač zelo težko pride skozi, dokler ji pač nekdo ne ponudi, da bi izvajala credit card fraud. Torej, basically jim dajo fake ID, fake credit card in načeloma ta credit card dela. Ti kupiš, potem pač vrneš. Ne, ti samo kupiš, pa dostaviš človeku, ki ti je dal kartico. In to je to, one time deal, $200 ti ostane, ona rabi cash. Skratka, potem pač začne ona vedno bolj sodelovati s tem človekom in se bolj razvije neka romanca in pol se pač izkaže, da
druge poti v lifeu so malo bolj zajebane, neke legalne, če imaš kakršne koli probleme odprej. In se zelo v redu izpelje film in ona ful dobro odigrano, tako da priporočam. Ja. Tako res ima film več, bolj kot da bi bil nek fetiš na kriminal, kot da, če bi ga recimo Tarantino naredil, je to zgodba o socialnem stanju, o kapitalizmu, da tako rečem. Pulda Štefančiča. Pogledal sem torej Duša otoka, Banshees of Inisherin. Skrajno lep film, ful priporočam. Krajno. Ja, mislim, tak prvi kader, ko je tak, ja se hočem tja pristiliti. Ok, vsi tu so fukjeni, ampak gled, kak je to lepo, jaz bi šel tja živeti. Ker sem bil pred kratkim na Irskem, lahko potrdim. Ja, pa odigrano je krasno, voda, dialogi so super. A dobo kakšne nominacije tale? Ja. 9. Za v drugem je. Ja. Ja. Tudi za glavne vloge, pa za stranske vloge, pa za marsikaj, tako da tale film je gotovo na seznamu. Jaz ga moram, upam, da ga bom ta teden ulovil v Škofji Loki v kinu. Ja, ful priporočam. Res lušna zgodba o rezanju prstov. Smisla, še rekel o moškem prijateljstvu. Tudi, ja. Ja, da, tudi. Ja. To je stranska stvar, rezanje prstov je v prvem planu. Ja, to je. Ja. Pol je, pa The Joker not igra, mislim, tip, ki je The Joker, pa The Riddler tudi je not, tako da cel mali gosem. Smo že Pingvin je not, ne Riddler. Ja, Pingvin, ja, ne Riddler. Zdaj ga sprotuhti. Tudi, toliko jih je, veš. Smo že pri stripovskih stvarih, The Boys, season 3, sem pogledal, okay. Ja, vrejo. Niti bilo. Ja, lušno. Ful je predvidljivo mi ratalo, tako par delov naprej ugotovim, kaj se bo zgodilo. Vse je v redu, ful je dobro posneto, Outrageous je še vedno dildo skozi lobanjo the way to go. za ruske oligarhe, nujno. Jim to prvoščimo, ampak toliko so Outrageous, da to pretirani, da pol samo pomisliš, kaj je najbolj pretirano, kaj se bo lahko tu zgodilo in se to zgodi. Mislim, ena stvar me je presenetila, ker je za njih celo podla in to je, da A-Trainu dajo srce od Blue Hawka pol. Aha. To si mi je zdelo pa že malo tumač, ampak ja, vidiš, da nisem še čist dovolj znal predvideti. Ampak to me malo moti, no. Mislim, ne vem, kako lahko pol še dalje pridejo na nekaj novega, ker so že toliko prek tega šli, no. Ampak ok, bom se seveda že veselim četrte. Ja, veselimo se tudi, katero morsko žival bojo mučili v četrti. Ja, čudovito, kar one kite iz Avatarja. Ja, evo, takšno reakcijo po moje čaka. Še kaj, Igor? Ja, pogledal sem najboljši film zadnjih par let, After Sun. Zadnjič sem šeral, Ana Jurc je ful v redu recenzijo naredila. Tako malo bolj dolgo, res se mi zdi dober film. No? In poglejte ga, mislim. Kje se ga še predvaja? Kinodvor? Jaz sem ga tam videl. Ja. Ful je pristen in wow. Ma filce. Ja, čist. In gledal sem slovenski film, prihajajoči, nekaj sladkega, ki ni slab. Mislim, za režijski prvenec je zelo kompetentno posnet, Nik Škrlec je not, tudi to je prav smešno. Izpade. Pač neka štorija je o nekem marketinškem guruju makedonskem, ki bi moral priti v Ljubljano na neki event in pol ga ni. In je tam en kelner mu podoben in potem ona je organizatorka fejka z tistim. Dovolj switcheroo. Ja, pa se še zaljubita in pač. Ampak kar ta zgodba o tem, kako so si Makedonci vsi podobni. Oni ni Makedonci, ki je v Ljubljani delal. No, vse to. To je dobro. To je že dobro, da bi že upili kaj. Ja, pa en super bad omaž ima noter policaji, ki pač aretirajo ljudi in pol. Ja, sem mislil, da bo še rekel, da imajo tudi male rape jokes. A ne? Ne še. To še čakamo na slovensko izvedbo.
Tako da to, pa gledal sem Kunk on Earth, prvi del na Netflixih, to priporočam. Fajn, definitivno za pogledati. Jaz bom to, po mojem, ta vikend ruknil. Še enkrat, kak? Kunk on Earth, vse tega na vrhu vsega prikaza. K-U-N-K. Ja, to mi meče ven, ja, sem prav. Filomena Kunk. Ja. Okay. Super, Mito, kaj si ti pogledal? Jaz sem pogledal White Lotus, s prvo sezono sem na drugi, prva mi je bila odlična. Prav v kontrastu za zadnjič, ko smo se pogovarjali pri The Menu, se mi zdi, da so v bistvu tale, niti ne kritika, no, taka bolj ostra, ampak pač satirizacija, pa portretizacija bogatih, pa razslojenost v tem hotelu, ki se pripeti med zaposlenimi pa njimi. Se mi zdi jako zabavna, lepa črna komedija je, liki so polni, lepi, plastični, tako da ful priporočam, jaz sem se res zabaval, pa na X sem ga ruknil, no, torej, prvo sezono. Potem sem pogledal Wednesday, končno do konca. Ja, čisto cool, strinjam se, to je tako malo Harry Potter adjacent, no, Harry Potter stično. Ja, se to boljš sliši. Se veselim druge sezone, no? Mislim, da vseeno so lepo nastavili, tudi Wednesday se mi je bolj prikupila kot na začetku, ker sem imel par pomislekov, kako bojo to speljali, pa če mi bo ok ali ne. Ampak ja, je tako zelo najstniška sicer, ampak kvalitetno. No? Kvalitetno. Pa Willow sem pogledal, zdaj do konca. Je že konc. Ja, 8 delov, zdaj piše prva sezona, ne vem, če bojo to zdaj nadaljevali, ker ima neko rep pa glavo, no? Mislim glavo in rep. Meni je predvsem zanimivo, zato ker v bistvu vseh teh poplavih fantasy žanrov, sicer je tale bolj meč in coprnija žanr, ima lep humor noter, kar je redko videti v teh bolj resnih odvrtkih fantazijskega žanra, trenutno na pretočnikih. Tale ima pa res lušno foro, ne jemlje se resno, anahronistični je na cajt, ima noter v bistvu od Led Zeppelin glasbe do ne vem česa. No. Mislim, anachronistični, ja, prav, ja, vse štima. Mislim, ni v realnem času. Ja, I know. Okay, to je bolj, ne anahron, to je bolj prostorsko, se pravi, kako je prostor v grščini? Ja, neki. Anatoponističen. Anatoponističen. Še nekaj smo pogledali, ok. Dobro. Skratka, meni je bil zabaven, ni za najboljša stvar ever, ampak meni je cool. Pa to zelo, zelo kvalitetno posnetno. Tudi 30 let Willowa je, ne? Ja, lepo se poklapa, pa tudi gredo nekako ovinkarje okrog tega, kak Mad Mardiganja ni, ker v bistvu Val Kilmer ne more več igrati. Yeah. Tako da gradijo na tej zgodbi Laura Danan, ki je pač v filmu Dojenček, tle je odraslo dekle, ki mora zopet svet rešiti pred nekim Krunom ali Kunom, ki je veliki bedi te sezone. Zdaj pa nisem pa prepričan, da bojo šli naprej, vsakakor pa upam, da bojo. No. 35 let Willowa je. Aha, 35. No, super, jaz moram Willow tudi še pogledati, ampak ne vem kdaj, ampak ja, definitivno pogledati, ne vem pa ja, kako je, zdaj dosti stvari ukinjajo, zadnje dni je bilo kar nekaj teh ukinjanj, tako da bomo videli, kako se je Disneyu obnesel Willow. Ok, hvala mi to. Jaz sem pogledal ene par filmov, Halloween Ends sem končno pogledal, takrat, ko sem imel maraton pred tem filmom, sem mislil, da ga bom pol, pa ga nisem ujel v kino in nisem pogledal. Zdaj sem ga pogledal in eden slabših Noči čarovnic, res mi je šel na živce, poskušali so nekaj novega, ni jim ratal. Trajali so na tem. In pa to je klalnik zadnje, mogoče pol urce, pa še tisni neki bog ve kaj. To mi je bilo boring. Pointless je, tako ne razumeš motivacije večino časa, kaj ljudje počnejo in zakaj. Ja. Tudi imaš dva, ki se odločita, zdaj pa mi dva zaljubljena. Ali pa ne. In on je tako očitno morilc oziroma psihopat, tudi na telefon se oglaša tako, hej, kje si zdaj ti? Mislim, kako? Pol pa je njegova mama, ki sumi, da je on pač morilc, jo svari totalno abstraktno, ne reče, ta tip je ubil nekoga, ampak on ni dober zate. On gre v neke nevarne vode. Ne, ubil je nekoga, benti boga. No? Skratka, nisem bil navdušen, lahko rečemo. Pogledal sem si Dogmo, zato ker je bil Mito gost v kinoteki in moram reči, da še vedno film kar zdrži, mene je še vedno kar zabaval, čeprav so nekateri šale šle malo
nizko mimo nas, kako ne temu rečemo. In pa pri kratkem, ja, ne vem, a sem že povedal, da sem pač pred kratkim sedel Avatarja trojko pogledal. Trojko si videl. Ja, ja, zdaj sem je kot Avatarenka. Pogledal sem še 2 seriji, končno sem pogledal Entrapped, to je 3. sezona Trapped na Netflixu, pač prvi 2 sta Trapped, zadnja ima nov naslov, zakaj, ne vem. Zato, so producenti se počutili entrapped. Ja, mogoče je kakšna fora, da se je nekaj menjal, ampak 3. sezona je pa daleč najslabša. Tudi je tako, pač ja, neki motoristi so in so bad guy in ja, oni so bad guy. Ok, ubije sicer unga nekdo drug, ampak to ti ni mar. Da ne vem kaj. In pa pogledal sem She-Hulk. Končno sem še to Marvel pogledal. Meni je bila strašno zabavna vse do konca, ko pa gre absolutno predaleč. To je tudi Igor takrat rekel, ko je poročal o tem. In meni je isto. Pač tam meta-joki so fajn, ker jih je zelo malo. Yeah. Za razliko od une, kaj je bil zadnja Jane Austen na Netflixu z Uno. No? Enolo? Ne, Enolo. A je Persuasion ali nekaj takega je bilo. Kratka, tam ona pogleda v kamero vsake 3 sekunde, pa skozi je nekaj pa tako. In ti gre po 10 minutah tok na živce, čeprav je strašno simpatična igralka in super vloga, ampak pusti me na miru, da gledam film. No? Tle noter pa ni tok tega, razen na koncu, ko pa gre iz nekega fore, tok meta, da ona izstopi iz Disneyjevega vmesnika, gre v drugo in sreča. Mal je meta Marvelovega humora, češ ponavljamo se že, saj vemo, da se ponavljamo in zdaj bomo naredili malo drugače. Ampak potem naredijo naslednja 2 filma, kjer se spet ponovi isto. In si misliš malo tako, Marvel, a se ti gledaš sam sebe? Kratka, tako drugače pa mi je bila zelo, pač jaz imam zelo rad glavno igralko, ker mi je pač navdušila že v Orphan Black in tukaj se mi zdi tudi izjemna. Edino tudi mislim, da to Igor malo omenil, ko je Hulkinja, karkoli pač, je pač ta njena mimika zelo, pač niso se toliko računalničari, so spet hiteli zdaj. Ne, ful si vidi razlika med Marvelovimi filmi, ker imaš recimo Visiona, ki je pač za enako tehnologijo, ali pa Hulka, ne, na zadnje, pa tukaj, tak ni to isti. Ja, narisana je, obraz njene dobesedno narisan. Ja, lej, Marvel pa Disney nekončno pošteno plačata VFX artiste. Se pa strinjam z Igorjem, seksa je pa veliko več kot, je največ do zdaj v Marvelu. Mislim, več kot vse skupaj. Tako, več kot vse skupaj in tudi paše liko se mi zdi. Ja, in Daredevil. In Daredevil, mislim, da njegov Walk of Shame je bil kar povedan. Ja, okay. Ja, je pa kar tak insane, ker se tak kar... Mislim, vsi se tako 100-krat izdajo svoje tajne identitete, vključno z Daredevilom, tako kar ne. Ja, nekako je postalo nepomembno. Ja. Prav, to je risankasti upsi-daisy moment. Ja, v tem smislu pa, ti si slep, ja, sem imam ta eholokator, ja. Nobenega dodatnega vprašanja nimaš, res ne. Ampak je zabavno, poglejte si, kratko je polurne epizode, Sonje, fino. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 147. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, zakaj pa ne, če je prava ljubezen Harp, Mito, ljubezen je Gegič in Aljoša bi ubila njenega pimpa Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v prostorih uredništva Mladinske knjige in Cankarjeve založbe, kar pomeni, da vsi tisti, ki ste tole poslušali do tega trenutka, ste obvezani, da greste v najbližjo knjigarno Mladinske knjige in kupite prvo zeleno knjigo, ki jo vidite. Sam da ni Mladinska MK+. Kaj pa je zelena knjiga? Ne vem. Prvo zeleno, vse ni važno. Nekaj zelenega mora biti gor. To ste podpisali. To morate zdaj. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh zaljubili, se dajte morda ne zaljubiti v nekoga, ki bi ubijal za vas. Zdaj zveni romantično, ampak s tem je povezani kar nekaj manjših ali večjih težavic. Vsekakor je bolje, da si poiščete nekoga, ki svoje najbolj divje fantazije izživlja poslušanjem podcasta Obot. In zapomnite si, Desat je pisal v tistem, o čemer je upal, za vse ostalo je tu podcast Obot.
Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku, Instagramu je kot podcast s K-jem, obod brez pikice mes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem o tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, aktualne cene kokaina, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 147. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja redna epizoda je na vrsti 21. februarja, ne vemo točno še, o čem bomo govorili. Je pa 21. februarja podcast tudi spet v živo. Mitota žal ne bo, ker odhaja v Amsterdam, ker je gledal film. Ja, ne, grem preveriti cene kokaina. Ja, valjda. Skratka, poslali ga bomo, da preveri, kako so cene tam in vam sporočimo. 21. februarja so pa z Igorjem in Pijo Nikolič smo v Kino Šiška, kjer bomo govorili o slovenskem žanrskem stripu, tako da ste že vnaprej lepo vabljeni. Prav tako pa ste vabljeni, da nas vsak torek zdaj prisluhnete našim posebnim epizodam o The Last of Us. Prvo smo že spustili na internete, saj ste najbrž slišali prejšnji teden, oziroma zdaj, ko vam to govorim, razmišljam, da seveda bomo imeli isti dan obe epizodi, tole in naslednjo. Tako da skratka... Folk nas bo res imel pun kufer že početi. Ne bo, folk nas ima vedno premalo. Tako da skratka sporočimo, kaj bo v epizodi za 21. februar. Poslušajte seveda naš The Last of Us, naše misli o posameznih epizodah serije, pridite na podcast v živo in se slišimo v vseh teh situacijah, v vseh teh datumih. Vsekakor pa vam zelo hvala za vašo pozornost.